Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani v oddaji Sreda v sredo. Prav minuli vikend mi je zopet dalo predvsem misliti, da potem, ko bomo letos, oziroma že pravzaprav lahko slavimo 25 let neodvisne, samostojne, demokratične Slovenije, še vedno tako zgodovina, uradna zgodovina, kot seveda tudi politika, vztraja na nekaterih lažnih, potvorjenih, poneverjenih, ne vem kakšnih drugih zgodovinskih resnicah in okoli katerih se vrti veliko javnega pompa, proslav in tako dalje. Naj vas samo spomnim, minuli vikend so zopet bili mnogi v Dražgošah, pa mnogi so na Pohorju počastili spomin Pohorskega bataljona. Pa tako pri Dražgošah kot pri Pohorskem bataljonu tudi še dan danes slovenski narod ni bil deležen iskrene resnice o pravem dogajanju v okviru teh dveh partizanskih akcij. In ta, kako bi temu rekel, rdeča nit se pravzaprav vleče tudi vse do današnjih dni. Konec koncev, če se spomnimo, že v začetku samega osvobodilnega boja je obstajala partijska tajna policija VOS, ki je imela nalogo likvidirati vsakogar, ki je razmišljal svojo glavo oziroma ki se ni hotel pridružiti komunistični revoluciji, in ta VOS se je nekje proti koncu vojne oziroma koncu vojne spremenil z drugačnim imenom, ampak z isto vsebino v UDBO, in ta UDBO je prav tako na veliko likvidirala ljudi v tistem času. In zanimivo, prav v pripravi nocojšnjega pogovora mi je nocojšnji sogovornik povedal primer 17-letnega dekleta Angele Meh, ki je bila ubita, likvidirana, gnusno likvidirana, če lahko temu tako povem, junija 1945, in to glasom ukaza majorje Mitje Ribičiča. Kaj več o tem, o najdbi, ker to pravzaprav gre za njegovo najdbo v arhivih Republike Slovenije, pa moj nocojšnji sogovornik Roman Leljak. Najprej seveda vse dobro v letu 2016. Hvala lepa tudi vam in seveda vsem gledalcem. Povejva malo okoliščine umora, likvidacije te Angele Meh. Ja, dobro, lahko tudi začnemo z Angelo Meh. Angela Meh je iz bližine Mozirja, iz ene vasi Slatina. Rodila se je na Valentinovo 28. leta, 14. februarja, in je živela svoje mladostno življenje pač v svoji družini, ki je imela kar veliko otrok. Nažalost, mama Terezija je umrla tik pred drugo svetovno vojno na porodu sestre. Umrla sta obe, in ona in nerojena sestra. Oče pa je nadaljeval z otroki, ki jih je bilo več življenja. Nekako 43. leta, ko je bila stara 15 let, je šla en dan po gobe in je v gozdu srečala 3 partizane. Tistega trenutka se je njeno življenje spremenilo. Tem partizanom je morala nositi kot 15-letna punca pijačo in hrano. Nažalost so to ugotovili, sumili tudi Nemci, zato so jo poklicali na zaslišanje, in kot 15-letna punca je pač jokaje v bran svojega življenja povedala, kaj je počela. Zato so Nemci izvedli hajko, toda vsi 3 partizani so ostali živeti, 2 sta bila ranjena, enega so ujeli in ga odpeljali v taborišče, po 45. letu se je vrnil v Nemčiji, tako da so vsi 3 ostali živi in živeli plod svojega revolucionarnega vojskovanja. No, njo so 45. leta prijavili OZNI
in divizijsko sodišče jo je obsodilo na smrt, ker pa ni bilo, ker ni bila niti takrat še polnoletna, je njena kazen spremenjena v delo v delovnem taborišču. Pri Gornjem Gradu je bila zaprta junija 1946. Na njej so se partizani spolno zlorabljali, izživljali kot mlademu dekletu. Ljudsko izročilo govori o tem, da je bila tudi noseča in ravno ta trenutek je bil ta, da so 21.6.1945 šef OZNE za Mozirje oziroma Gornji Grad na glav stane, je telefoniral Ribičiču in rekel, da ima eno bolano zapornico in da ne vejo, kaj bi jo z njo, da bi bilo drago to, da jo peljejo na zdravljenje v Celje. In major Mitja je tega 21. rekel in če preberem njegove besede oziroma glasom pogovora s tovarišem Ribičičem dne 21. tega meseca smo jo dne 22. tega meseca na popolnoma konspirativen način likvidirali. To je dokument iz Arhiva Republike Slovenije, malo povečan, da se vidi. 22. zjutraj so jo z puškinom kopitom udarjali po glavi in ko je pač obležala, so jo odnesli za barako in 23. so poročali celjski OZNI, da je likvidirana. Zgodilo se pa je to, da ni umrla. Po noči 22. na 23. se je splazila v naročje svojega očeta z polomljeno glavo. Oče jo je poskušal skriti, jo zdraviti. No, in 23. ko so jo želeli pokopati tam v taborišču, so opazili, da je ni. Poslali so osnovce za njo na dom, tam so jo našli in oče je samo slišal 2 strela v bližnjem gozdu, tam so jo likvidirali in tudi na mesto pokopali. Žalostno je to, da se oče vse do svoje smrti, to je bilo že pred 30 leti, ko je umrl, ni upal hčerke odkopati in jo pokopati na družinsko pokopališče. V društvu Huda jama smo se odločili, da željo očeta izpolnimo, zato bomo poiskali Angelo Meh, jo izkopali in pokopali na družinskem pokopališču. Ta akcija iskanja in izkopa posmrtnih ostankov Angele Meh naj bi bila zdaj to soboto 16. januarja? Ja, tisti, ki želijo nam fizično tudi pomagati, lahko pridejo v soboto v Letuš na bencinsko pumpo, tam se bomo ob 10. zjutraj dobili in potem gremo v gozd, namreč po smrti očeta se to grob več ni urejeval, zato danes samo približno vemo 10x10, približno na 100 kvadratnih metrov, kje je približno bil grob, tako da ga bomo mogli poiskati in ko ga najdemo, potem bomo pač mogli prepustiti državi, da uredi tiste formalnosti, tožilce, policijo in ko se to upravi, potem bo izveden pokop v družinski grobnici Šmartno v Paki. Povejte mi, kdaj ste našli te dokumente vezane na Angelo Meh? Te dokumente sem našel prejšnji teden, ko sem zaključeval ravno Mozirje, je bil zadnji popis sodelavcev Udbe. Namreč pripravljam tole knjigo Špiclji Udbe, ki bo popisovala vse sodelavce Udbe od 45. leta naprej. No in med temi dokumenti sem našel tudi teh 2-3 dokumente, ki se glasijo na ime Angele Meh. Zadevo sem si pogledal, preveril in ugotovil, da je nažalost vse res, kar so zapisali, še huje je. Pravim, teh dokumentov je še kar ohranjenih. Nažalost, ko smo že nekajkrat ugotavljali, Slovenijo nas je premalo, da bi to raziskovali. Uradni zgodovinar bi skoraj rekel, da nihče ne raziskuje.
Mi, ki smo, kot nas imenujejo, z vsakim slabim in dobrim besedami, kakorkoli, smo dva, trije, tu naj omenim Igorja Omeza, dr. Radeja Pizdirja in sebe, vseh ostalih v bistvu ni v arhivu. Ker pač uradna zgodovina je drugačna. Uradna zgodovina je popolnoma drugačna, ukvarja se z nekimi drugimi zgodovinskimi temami. Ta zgodna zgodovina pa je očitno za njih preveč moteča oziroma še vedno v spregi z politiko in pač ne želi nihče tega raziskovati. Meni je prav žal, ko gledam, da bi te arhive lahko uporabljali študentje zgodovine, da bi na teme lahko pripravljali svoje diplomske naloge, doktorske disertacije in podobno. Nažalost, to se ne počne. Doktori postajajo iz čist drugih tem, ne pa od teh, kar nas muči. Tudi Pohorski bataljon, tudi Dražgoše, ki vemo, da je popolnoma drugačna zgodovina. Še 1949. leta so obsodili enega Mariborčana, partizani, ker je pomagal banditom na Pohorjem. To so partizani misli Pohorski bataljon, danes pa ga slavijo kot partizansko enoto. Roman, vseeno me nekaj zanima. Tako kot vse ostale demokratične države, ima tudi Slovenija jasno zapisano, da zločini, zlasti pa vojni zločini, ali pa ne vem, kako bi temu rekel, ne zastarajo. Ampak tudi vemo, slišali smo v zadnjih, ne vem, 20 več letih glasu majorja Mitje. Je bilo kar nekaj jasno dokazanih primerov, kjer so bile žrtve storjene po ukazu majorja Mitje. Ampak niti po uradni dolžnosti se pravzaprav noben proces ne začenja. Kaj šele, da bi ne vem kdo sprožil? Ja, saj v tej državi tudi teh zadnjih 25 let v bistvu je bilo načrtno, da se ničesar ne raziskuje iz naše zgodne zgodovine. Tudi ljudje, ki so bili zadolženi za to zgodovino, od Dežmana do Ferenca, danes ugotavljamo, da so bili samo zato, da bi ohranjali vse pod nekakšno kontrolo. Ja, lahko se govori o žrtvah, lahko se preštejejo tudi kosti, nikakor pa se ne smejo prešteti zločinci. Se pravi, niti gospod Dežman, niti gospod Ferenc v svojih 25-letnem raziskovanju nista nikoli enega pokazala, eno ovadbo izpisala in nihče mi ne more trditi, da pri svojem raziskovanju do teh podatkov nista prišla. Vsi ostali, ki smo pa nekaj napisali, so pa te naše ovadbe še dan danes v predalu, še dan danes o njih ne odloča. To je problem, ki je pač v tej Sloveniji nastavljen že leta 90 in prav ta moja knjiga Špiclji Udbe bo na marsikatero vprašanje odgovoril. Od tega, da je tudi prvi glavni tožilec Anton Drobnič, udbovsko bi se imenoval Pipan Tomaž, tako mu je bilo kodno ime, bil tisti, ki je že leta 1950 podpisal, da bo delal za Udbo in to na teh tako imenovanih patriotskih razlogih in tudi svojo izjavo podpisal z besedami smrt fašizmu, svoboda narodov. Roman Leljak, že takrat, ko je šla ta prva knjiga, Speča Udba, ste napovedali nadaljevanje, drugi del. Ta drugi del se bo zdaj imenoval Špiclji Udbe oziroma Speča Udba 2. Delovni naslov pa Špiclji Udbe. Pa vendar, prinesli ste mi seznam, kamera predolg seznam je, ampak vseeno tu je 483 imen in priimkov, še 500 jih pa manjka, pravite. 500 približno še manjka. Samo iz območja sedanje upravne enote Murska Sobota, to se pravi, da gre za območje, ki ima približno 54 tisoč prebivalcev. Danes, ne takrat. Takrat pa nekaj manj, verjetno. Dosti manj. Se pravi, da je bil pravzaprav vsak peti, okoli deseti, vsak deseti Prekmurec je bil tako ali drugače špicel Udbe. Zdaj pa, na kak način so jih angažirali, jih privabili, jih prisilili, da so
šli v sodelovanje? Ena od osnovnih metod dela, ki jih je pač OZNA oziroma UDBA imela, to je bila delo z sodelavci. Sodelavci so delili v 3 kategorije pridobivanja. Prvi so bili ti tako imenovani, kot so sami zapisali v udbovskem jeziku, na patriotski osnovi. Danes bi rekli to na neki domoljubnem načelu, na domoljublju. Se pravi, ljudje, ki so jih prepričali zaradi ljubezni domovine, do sistema, do vsega skupaj, da prostovoljno pristanejo. Moram povedati, da jih je bilo kar veliko. Prostovoljcev? Prostovoljcev, več kot polovica vseh teh. Treba vedeti, da je vzgoja v šolah bila takšna, da je vse to bilo tako in da pač druge možnosti niso imeli. Se pravi, govorimo tudi o Slovencih kot ponosnih Jugoslovanih, kot ponosni na vse, kar je ta Jugoslavija bila, ker pač ni bilo realne slike, realnega znanja in resnice. Zato je bilo veliko teh. Drugi način je bil pridobivanje na osnovi tako imenovanega obremenilnega materijala oziroma konspirativni material, kakorkoli so ga imenovali. To je pa bilo, da so mu odpustili kaznivo dejanje njemu, njegovi družini, otrokom, staršem, oziroma mu kazen spremenili v milejšo, oziroma ga niso blatili v javnosti, tukaj predvsem govorim na te istospolne zadeve in pa drugo, kar bi mu lahko v čast in dobro ime ne bi služilo in podobno. Seveda so tu bili tudi odgovorna delovna mesta, ki so jih s tem pridobili in podobno. In tretji so bili tisti, ki so delali iz tako imenovanih materialnih razlogov, po domače povedano tisti, ki so delali za denar. To so pa bili sodelavci, predvsem tisti, ki so bili na delu v tujini in so nadzorovali politično, vojaško in drugo emigracijo v tujini. Moram povedati, da se mi je skozi raziskovanje vseh teh imen pojavilo eno, kole bi rekel, eno trditev, bi rekel neka vrtljiva vrata, to jaz imenujem, in tudi en poglavje uvoda imam naslovljeno, imenovano kot vrtljiva vrata, namreč, ko so nekoga pridobili za sodelovanje. So rekli, gledajte, če boš ti delal za nas, tvoja žena bo takoj dobila službo. Seveda ni delala v Muri ali pa ne vem, kakem drugem podjetju fizično, ampak je dobila takoj delo v takrat krajevnem ljudskem odboru, mestnem ljudskem odboru, na občinah, v bankah, v pisarniških. Znači nekaj se pravi birokratska oziroma takrat visoko plačana upravne funkcije. Otroci so dobili štipendije in podobno. In potem, ko je ta sodelavec postal že starejši oziroma ni več mogel upravljati te funkcije, kot jih je mogel, sini pa so med tem zrasli, so pa potem, ko se bomo seznanili, nadaljevali očetovo delo. In tudi njim je bilo ponujeno po istih principih vse te bonitete, kar so jih imeli. In zdaj, ob zgodovinski resnici, da so 45. leta skoraj kompletno srednjo klaso, srednji razred, kot bi rekli, se pravi vse male gospodarstvenike, male podjetnike ubili, vzeli jim premoženje, pregnali v tujino ali pa so nekateri uspešno pobegnili v tujino. Se pravi, Jugoslavija leta 1945 ostane brez te tako imenovane Džilosove, kot je Džilas veliko pisal o tem, srednje klase. Kako malo gotovijo, da pa društvo brez srednje klase ne more delovati, ker morajo biti mali obrtniki, mali privatniki, ki bojo, ne vem, kuhali, pekli kruh, ki bojo popravljali pipe, čevlje, šivali in podobno, in da to mora imeti. Seveda država je takrat bila čisto drugače postavljena, vse je moralo biti družbeno, javno, in da bi nekdo bil privatnik, je mogel dobiti posebno dovoljenje. In to posebno dovoljenje so dobili ravno sodelavci UDBE. Se pravi, oni so skozi sodelavsko mrežo ustvarjali novi srednji razred, ta novi srednji razred takrat je pa ta srednji razred, ki danes v bistvu vlada Sloveniji. Približno 35% Slovencev danes so v svoji zgodovini imeli koristi od UDBE. To malo
kako naj povem, Ja, ni. prav srhljivi podatek. 1:10, koliko je bilo takrat prebivalcev in malo izračuna, enega osnovnošolskega izračuna, dobimo ta podatek. Se pravi, še danes imamo Tako, na in oblasti ne Udbo, ampak potomce Udbe. Potomce Udbe, ki se zavedajo, da jim je v tistem sistemu bilo dobro, da so imeli ugodnosti, da če ne bi bilo Udbe, ne bi mogli študirati in podobno. Veste. Da primer povem še en. Justin Stanovnik, ki ga danes poznamo vsi, veliki borec za demokracijo. Tudi on je leta 50 podpisal izjavo o Udbi. Takih, ki so danes na čelu, bom rekel, boja za demokracijo, je kar nekaj, verjetno bilo takrat. Verjetno, ma hočem povedati nekaj. Ne? On je takrat podpisal izjavo. Jaz se ne vem, koliko je takrat bil aktiven, pa koliko je poročal o Udbi, teh podatkov zaenkrat nimam. Vem pa nekaj, da je pa njegov kolega Vikon Zibelnik, ki je tudi hotel študirati in študiral, rekel, ne, jaz pa ne bom nikoli podpisal. Pa če me do konca življenja zaprete. Seveda so ga zaprli, nikoli ni končal fakultete in je ostal siromašen glede izobrazbe do konca življenja. Dr. Justin Stanovnik je, oziroma profesor Justin Stanovnik je podpisal in fakulteto končal. Se pravi, imel je korist. A so že vsaj imena zbrana iz teh arhivskih zadev, kar tiče Špicljev? Ja, jaz se moram zahvaliti, evo, pravno te dni je obletnica smrti Jožeta Pučnika. Prav on je leta 93. 11.1.2003. Ja, tako je. On je prav 93. leta, ko je bil v komisiji za nadzor tajnih služb, pri enem pregledu našel polno leseno škatlo mikrofilmov. In po dolgem prepričevanju, kaj je to, pa kaj je ono, so mu le na Sovi povedali, da gre za gradivo Udbe, ki je filmano na te mikrofilme, in on je takrat ukazal, da te mikrofilme vzamejo in jih hranijo v arhiv Slovenije, tam, ko je to mesto. Da tega Pučnik takrat ni naredil, verjetno danes ne bi bila knjiga Špicle Udbe, ker bi filmi nastali. Namreč danes imamo dokumente v rokah, kjer govori, da je Udba še 93. leta, se pravi v času Jugoslavije, imela še v času Slovenije, se upravičujem, ja. V času Slovenije je imela še ohranjenih še 8000 osebnih dosjejev. 93. leta. 8000 osebnih dosjejev. Danes jih arhivih ima nekaj manj kot 100. Vse ostalo je uničeno. Ali pa spravljeno nekam na varno? Ja, po raznih vikendih. In verjetno bi se to zgodilo tudi z temi mikrofilmi. Tako so pa mikrofilmi tam in Jožetu Pučniku je hvala, da bo konec meseca tudi Špiclji Udbe s takšno naslovnico išli, in v kateri bo približno razkrinkanih malo več kot 20 000 pripadnikov te tajne sile politične. Povejte mi, to bo konc meseca januarja išla? Še nekaj, razen rekli ste zdaj 2, Stanovnika pa Drobniča, je morda še kako tako ime, ki bi morda presenetilo v slovensko javnost? Prvi predsednik slovenskega parlamenta, gospod Bučar, psevdonim Ivo. Ne vem, za našega orjaka Milana Kučana, mislim, da že zdaj vsi vejo, da je bil tajno ime Plavi. Jaz, mogoče bojo bolj bralci, ko bojo brali knjige, tudi kot prvo sestavo vlade, da se bo kdo našel zraven, ki bo danes v tej knjigi. Namreč resnično je toliko podatkov in ko pišem to knjigo oziroma pripisujem te dokumente, ne razmišljam o osebah, kdo so, ampak treba vedeti, da so večina njih, ki so v tej knjigi, samo tisti, ki so svojeročno podpisali izjavo, da bojo delali to. Se pravi, napisali so sami, da se ta in ta, od tot in tot, bo delal za Udbo to in to vsak podpisal. To pomeni, da sem imel v rokah tudi preko 20 000 različnih rokopisov in da sem to mogel vse to prevesti, preberati in sestaviti te sezname, da je bilo naporno delo in da me še približno polovico takega dela čaka. Tako da ni enostavno, zato včasih niti ne vem, kateri so vsa imena.
na desni, vse kar tista, ki so tako imena leva stran, me itak ne preseneča. Preseneča me v bistvu desna stran. V glavnem, naprimer, Fran Miličinski Ježek, ki imamo nagrado po njemu. Tudi on sodelavec UDBE. Seveda, tudi on je bil sodelavec UDBE. Potem nagrado imamo tudi po temu, ki je 50. leta ubil Zdravka Rusa v hrbet. Bojan Adamič je tudi v tej knjigi z imenom, priimkom in vse dalje. Tone Foneci Top, ne vem, ogromno teh ljudi, pač bojo ljudje mogli sami malo preliskati, prebrati. Predvsem bojo pa novinarji oziroma vsi tisti bralci, ki se ukvarjajo s tem, videli ta imena. Predvsem bo pa za običajne ljudi to zelo zanimivo, ker bojo pač videli, da v eni vasi, da je sosed in da je to tisti sosed, ki ima danes najlepšo hišo v vasi. Ker ti ljudje so postali srednji razred in to so tisti, se pravi tisti, ki imajo revno hišo in ko danes nič ne pomenijo, jih tudi v knjigi ne bo. Tule zdaj narediva piko, gledalcem pa za hipec prepustiva gledalce reklamnim sporočilom. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Radenska Inn prinaša novo osvežitev z okusom limeta Kivano. Roman Leljak, novembra meseca ste pisali predsedniku vlade Miro Cerarju prijazno ljubko pismo, v katerem ga pač opozarjate, da se bojite za lastno varnost. Je to vse v zvezi s tem, ko se je pravzaprav zločinsko delovanje UDBE začelo procesuirati na tujem, torej v Nemčiji, Avstriji in zdaj ponovno tudi v Angliji? Hočem povedati, da sem jaz prav za svojim direktnim raziskovanjem, se pravi tisto, da pač nikoli nisem prekrival tistega, kar vidim v arhivu Slovenije, razkril neke zadeve in to predal tudi tujim organom, tako je letos, kot veste, kar nekaj teh šefov UDBE moralo oditi v Nemčijo na pričanje. Eno leto nazaj. Ja, v Nemčijo na pričanje. V Salzburgu je končana preiskava proti Silvo Gorencu zaradi ugrabitve Stjepana Crnogorca. V tem trenutku so mali problemi v Celovcu okoli zadeve Nikice Martinovića, ampak tu je problem zato, ker se slovenska politika vmešava v Celovec, ki pa ima tam močne politične navezave. Kaj pa Štedl? Nikola Štedl na Škotskem, ki je pač zadnji sodelavec, operativec UDBE bil Rafael Mohorko iz Celja, odvetnik iz Celja, ki je preko Dorič Milana sodelavca pripravljal na nek način ta atentat. Da sem tisti, ki je lani končno sprožil problem Hude jame na način, da je že letos v proračunu Ministrstva za delo 830 000 evrov načrtovano za dokončen izkop Hude jame in pokop v Mariboru, da če tega preko društva Huda jame in vsega tistega ne bi počeli, tega ne bi bilo. V tem trenutku je 36 pripadnikov slovenske UDBE na tapeti raznih evropskih preiskovalnih organov. To je kar precej velika številka. Vsi ti ljudje pa so do danes uživali bonitete. Saj ste sami videli na sodišču v Murski Soboti, Silvo Gorenc dokaj enostavno pove, da je njegova penzija 1550 evrov, da so ti ljudje bili vpeti v slovensko in pa takrat jugoslovansko gospodarstvo in da so si zaslužili kar precej velikega denarja.
Tako da noben normalen človek ne bi pač rekel, ja, meni se pa ne more ničesar zgoditi. A to je tisto, kar je bil slučajno sosedov, avto se je prižgal, ne vaš? Tudi to je bil problem, ampak... Je kako opozorilo morda to bilo, ali pa... Vse je potrebno na ta način razumeti. Vse je bilo še kup nekih drugih manjših zadev, ki bi jih lahko razumel, da niso bile nekako normalne. In moram povedati, da pač razmišljam v tej smeri. Drugo, ugotavljam, da je ta služba imela za svoje delovanje kopico tako imenovanih tajnih sredstev za likvidacijo, od svinčnikov, raznih dežnikov z dušilcem, dežniki z iglo, pipe za kaditi, ki so bile v resnici malokaliberske pištole in podobno. In da teh sredstev, osebno sem se pogovarjal in z Bavčarjem in z Janšo, teh sredstev UDBA 90. leta ni predala novi slovenski oblasti. Nekje torej so, ne? Torej, to se stoji. In jaz sem se takrat upravičeno sredstvo, ali bom s temi sredstvi, sem lahko tudi sam ogrožen med perivanjem v neki množici in podobno in take stvari. Zato sem tisto pismo napisal z namenom, da nekaj naredi. No, moram zelo povedati, da sem ravno pred kratkim, nisem še niti povedal javnosti, ker nisem imel niti časa, dobil odgovor ministrice za notranje zadeve, da pač oni skrbijo za varnost za vse ljudi enako, v skladu z Ustavo Slovenije, da pa se zavedajo, da sem podal nekaj kazenskih ovadb v tujino, da oni sodelujejo z temi preiskovalnimi organi, da je pa narava posla takšna, da moram razumeti, da oni o tem mene ne obveščajo. Niso niti besede ni govorila o teh tajnih sredstev, ki sem jih pač jaz izpostavil. Moramo pa povedati, da je to njeno pismo eno navadno sprenevedanje. V Salzburgu že leto dni čakajo na odgovore iz slovenske policije. Prav nasprotno. Slovenska policija tujim preiskovalnim organom ne da nobenih stvari, razen tisto, kar nujno morajo, kar je pač določeno ali preko sodišča ali pa vse skupaj. Naprimer, zadnjo stvar okoli Stjepana Crnogorca je policija rekla, mi smo to predali, ampak predali so okrožnemu sodišču v Ljubljani. Okrožno sodišče v Ljubljani pa avstrijskim preiskovalnim organom ni dovolilo vpogleda v spis. Se pravi, potem tega niso dobili, če niso mogli spis pogledati. Tu je ta paradoks, ne? In tu se naši igrajo z nekimi igro. Ja, mi kot policija smo vse predali smo sodišču. Zato sem prej že postavil vprašanje. Sodišče pa je sodnik, ne? In ko je prišel ta preiskovalni organ iz Salzburga, da mu ne omenjam danes imena, je sodnik zavrnil, da ne sme biti zraven na zaslišanju Silva Gorenca. Da ne sme biti zraven. To pomeni, če ne sme biti zraven, tudi kopirati si ne more tiste dokumente, ki je v ta namen bila predala slovenska policija tem vse skupaj. Se pravi, spet se igrajo z nekimi papirimi, z nekimi tolmačenji in nečesa vse skupaj, ampak jaz verjamem, da se bo v Sloveniji to enkrat končalo. Počasi se končuje že danes, kot vidimo, je danes dokončno padel Schengen. To smo oba dva ugotovila, konec koncev, da danes Schengena več ni. Oboroženi vojaki z oklepnim vozilom. Z osebnim in vse skupaj, tako da smo končali. Na drugi strani smo si postavili mrežo proti Hrvatom, ki jo pa danes odnašamo, tako da počasi vračamo se na staro. Ja, paradoksu namreč. Niti po uradni dolžnosti, kaj šele po na osnovi kakšne ovadbe, slovenska sodišča ne procesuirajo jasno definiranih imen in priimkov zločincev, sodelavcev UDBE in tako dalje. Medtem ko pa na tujem, v državah, ki so itak, takrat, ko je Evropski parlament sprejel resolucijo o totalitarnih sistemih, se te zadeve dogajajo. A nas ni sram, mislim, Slovenijo kot državo pred Evropo? Ne, Slovenija pač živi v svojem svetu, tisti, ki mislijo, da so najpametnejši in da jih morajo, da se vse vrti okoli nas. Nažalost, Sloveniji smo zastrupljeni z idejo preteklosti, z dejanji, ki so dali iz preteklosti in se očitno tega nočemo rešiti in končati s to zadevo. Končamo pa s to zadevo samo na način, da v tem jasno spregovorimo, da kaznujemo tudi odgovorne.
Vsakdo od nas, ko je naredil kakršnokoli bederijo, je mora plačati za to. Tudi sam sem in tudi mnogi v tej državi so in bodo. Ampak tu, ko se pa govori o tem, da je nekdo mora umreti, to pa ne. Naprimer proti Benjaminu Žižmundu, ki je bil komandant prvega bataljona, ki je pobijal v tej hudi jami, je človek mirno živel do leta 2009. Nič se mu ni zgodilo, niti malo. Niti tem pripadnikom, 43 pripadnikov Ozne, Celjske, 2 sta še živa, nihče še do danes ni vprašal, zakaj je 3000 ljudi umorjeni v hudi jami. Noben. Da ne govorimo o Benjaminu Žižmundu, ki je umrl 8.12.2011, nihče ga ni zaslišal. Pa je tisti, ki je... Ampak takrat so že bile zahteve... 2009. leta so 3 pripadnikov prvega, jaz sem jih z imeni tukaj napisal, na državnem tožilstvu povedali, da so bili v hudi jami in da jih je v hudo jamo poslal Benjamin Žižmund. 3 izjave 3 partizanov ni bilo dovolj za našo tožilstvo, da odide v Gorico in ga vprašal, fant, da boš pa nam nekaj odgovoril. Jaz sem takrat prosil Jamniku, naredite to, ne zaradi kazenskega postopka, naredite to zaradi resnice zgodovine, da on, ki je izvrševal, pove, kaj se je takrat zgodilo, da vemo, da ne bomo tavali v temi. Mimogrede, Graščak, Hribar in njegova soproga, še danes živi eden od morilcev. Nažalost, sej niso edini, sej tudi pri tej gospe Meh se dogaja očitno podobna zadeva, da tisti, ki je Mavrič, ki je bil pri likvidaciji zraven, da še danes živ. Ampak, gledajte, potrebno je se pogovoriti s temi ljudmi, ker oni so tisti, oziroma njihovi nasledniki, ki so uničili vse te dokumente. Očitno neki dokumenti so obstajali. Slabo so vloženi, so pomotno obstajali. Nekdo jim je preprečil, en od teh je bil tudi Pučnik. Tako da, po drugi strani pa danes vidimo, ko nekdo vzame eno knjigo, ki sam eno knjigo vzame, se pravi, da ne gre za uničevanje mase knjig ali karkoli in jo zakuri in društvo pisateljev naredi galamo, kako nad knjigo. Kaj pa tistih 100 in 100 tisoče dokumentov? Kaj to niso knjige? So kdaj dvignili glas? Nikoli. Nikoli. To ni pomembno. Še pred, ne vem, par leti... Danes javno govorimo o tem Svet za varstvo ustavne ureditve, ki je deloval pri predsedstvu SR Slovenije, ki ga je vodil zadnji Milan Kučan. Vso gradivo tega Sveta za varstvo ustavne ureditve je uničeno. Uničeno je v času, ko ga je vodil Milan Kučan. Povejte mi nekoga, ki se danes upa v to v Sloveniji... A je to zapisano v knjigi gospoda Repeta? Ne, tega sigurno ni zapisano. Vprašajte me, kdo se upa to danes v Sloveniji sploh javno povedati na ta način, ko sem jaz povedal. A mislite, da je v Sloveniji kakšen policist, ki se upa iti Milanu Kučanu povedati, pa ga vprašati, kje je gradivo Sveta za varstvo ustavne ureditve Socialistične Republike Slovenije, takrat, ko ste ga vodili? Tega v Sloveniji ni. In dokler ne bomo si tega upali, vse skupaj, po drugi strani pa imamo Milana Kučana kot govornika, naprimer v moji občini Radenci je zdaj govoril ob 26. je govoril v moji občini ob tem državnem prazniku kot slavnostni govornik. Župan Rihtarič je vsem občanom poslal vabilo, v katerem je na koncu zapisal, da v Radenci prihaja človek z velikim srcem. Ja. Ima veliko srce, jasno. Verjetno imam veliko srce, ampak pravim, da na napačni strani. Ampak zanimivo zdaj, Roman Leljak, taki kot ste vi... Ampak če govorimo, hotel bi še to povedati, če govorimo o srcu, rad bi spomnil, da je on tisti, ki je posredoval, da je prišlo do prijateljskega sodelovanja na tržišču, kot je takrat Kučan rekel, Radenske s 3 srci, ne z enim velikim, ampak z 3 malimi srci. Z Laškim. In da bo, še danes se spomnim in tudi doma imam kopije delov članek, da to ne gre za prevzem, ampak za prijateljsko sodelovanje, da bo na tržišču bolj enotna. Ja, bil je to prevzem,
Milan Kučan se je lagal, ne? Zaradi njega je Radenci veliko izgubil, no danes mu pa en župan napiše, da prihaja človek z velikim srcem. Ne, to je človek, ki je prodal 3 lepa, dobra in zelo koristna srca v Radencih. Povejva par stavkov o tem, kaj bo z temi proračunskimi sredstvi storilo letos društvo Huda jama. No, društvo Huda jama ni dobila ta proračunska sredstva. Jaz bom rekel, da ravno društvo Huda jama, ki nas je kar nekaj v tem društvu, danes mislim, da nas je okoli 2000 aktivnih članov, da nas je okoli 25 v predsedstvu, podpredsednik je eden od Hrvatov, Vladanović, podpredsednik je tudi Avstrijec, predsednik je Kmetič, jaz sem član predsedstva, prav zaradi tu vez sem se izognil funkciji predsednika, sem pa zelo aktiven in ravno zaradi naše aktivnosti, predvsem Maše ob 70. letnici, Maše ob Sveti Barbari, pritiskov, ki jih izvajamo v Evropi, predvsem na Hrvaškem, pa in v Avstriji, smo konec decembra le dosegli, da se je Huda jama znašla v proračunu letošnjem in da je namenjenih 830 000 evrov za popoln izkop Hude jame, se pravi vseh tistih 800, ki je zdaj v sosednjih, v teh plastičnih škatli in pa še približno 2300, kar jih je še v tistem jašku in da bo to vse skupaj prenešeno in pokopano v Kostnice v Mariboru. To se štejemo kot zmago vse skupaj in premago tudi tistih desnih sil pod raznimi imeni, vladna komisija, državna komisija, ne vem kaj, ki 25 let jim tega ni uspelo narediti. Tu je potem morda začetek lahko sprave skozi te... Poglejte, vsi taki zadeve bojo odpirali oči. Tudi meh Angela, ko bo pokopana, bojo v Mozirju in tam odpirala oči, da pa le prihajajo novi časi, da so le to bili zločini in da se s temi zločini pač ne da hvaliti. Tako da Huda jama v tistem trenutku, ko bo izkopana in ko bojo ti posmrtni ostanki odnešeni iz te Hude jame, bo velika zmaga za demokracijo na Slovenskem. Dejva najn pogovor, Roman Leljak, končati še z eno zadevo, ki, vsaj kar se me osebno tiče, mi je zelo moteča in bode v oči ali pa v možgane, v zavest, in to je, da je uradni slovenski kandidat za generalnega sekretarja Združenih narodov postal nekdo, ki je pravzaprav globoko vpleten tudi konec koncev v atentat v Velikovcu. Ja, verjetno še ima se kaj drugega. Mi danes... Ki govori o teh žrtvah v Hudi jami kot o drugorazredni temi. To, da imamo Danila Turka kot kandidata za to funkcijo, nam samo govori o tem, da smo pač Slovenci še vedno narod, ki niti toliko nima, da bi pokončno se postavil v tej Evropi in končno dal svojega pravega predstavnika. Danilo Turk je človek, ki mu Slovenija ni zaupala niti kot predsedniku države. Z svojim vedenjem, z svojim nastopom je deloval vehementno. To, da je govoril o holo, kakorkoli, to, da je Huda jama drugorazredna tema, to, da je hodil na razne partizanske prireditve in kljub temu, da ve, da bi kot predsednik moral delovati spravno oziroma enotno, se je ob njimi slikal, mahal z njihovimi zastavami, rdečimi, komunističnimi. In jaz verjamem in sem popolnoma siguren, prihodnji generalni sekretar Združenih narodov ne bo komunist. Bodite prepričani. Vlada slovenska se je pa zmotila. Mislili so, da rabijo generalnega sekretarja za OZNO. Ne pa za OZN. Ne pa za OZN, tako da za OZNO pa je gospod Turk zelo primeren kandidat. Roman Leljak, se bo letos v Münchnu končala zadeva Perković-Mustač?
No, jaz verjamem, da tam nekje pred poletjem, da bo zadeva okrog zaslišanja vseh prič končana. Mislim, da še ni odločil, da še sodnik ni odločil, ali bo povabil tudi še Milana Kučana. Namreč sam sem ga predlagal kot pričo, da pride. Namreč Milan Kučan je 83. leta bil član Centralnega komiteta Zveze komunistov Jugoslavije. Po pravilu službe državne varnosti, po njihovem pravilniku, je pa prav CK Zveze komunistov Jugoslavije bil tisti organ, ki je svetoval delo UDBI. Pripadnik te službe, tega organa, CK, je bil Kučan in kot takšen bi vedel veliko povedati, kakšno sodelovanje je bilo med CK-jem Zveze komunistov Jugoslavije in pa UDBO. Zato sem ga predlagal in mislim, da bo tudi Milan Kučan v tej luči tudi zaslišan. Upam, da govori nemško, če ne bo pa slabo razumel, ali bo treba zopet prevajalcev kot v primeru Silva Gorenca. Jaz mislim, da bo spet vse skupaj preko videolinka, ker ne bo sposoben iti do Celovca oziroma do Münchena se zapeljati, kot so niso bili sposobni vsi udbovci. So pa seveda prišli iz enega konca Slovenije v drugi konec v Mursko Soboto na vse obravnave in podobno. To je današnja situacija. Če bi bilo zaslišan Leljak ali pa Janša, verjemite mi, da nama ne bi bilo omogočena videolink. Nama bi... Prevedli bi vaju, ne? Ne samo prevedli. Povejte mi, Stjepan Đureković, pardon, Stjepan Crnogorac, a bo Gorenc, morda drug, povedal, kje je pokopan? Vi ste ga izzvali takrat. Jaz sem ga izzval tukaj, pa mi je na sodišču zato grdo odgovoril. Hočem to povedati, gledajte, zadevo Stjepana Crnogorca bomo končali. Stjepan Crnogorec oziroma njegovi posmrtni ostanki bojo prenešeni v Grudo. So tam, bodo prenešeni v Grude. Vsi tisti, ki so pa bili krvavi okrog njegovi smrti, pa bojo pač v tujem zaporu. To tako bo in tako je prav, da je. Ta kazenski postopek v Avstriji že poteka, morda bodo Hrvati oziroma družina Stjepana Crnogorca sprožili sami kak postopek? Gospod Silvo Gorenc, pred kratkim je bilo v hrvaških časopisih objavljeno, je kriv za 36 ljudi, ki so bili umorjeni brez sodišča. Od teh 36 je 32 Hrvatov. To pomeni, da v tistem trenutku, ko se bo uredila oblast na Hrvaškem, da bo tudi Hrvaška imela možnost narediti evropski priporni nalog in vprašati Silva Gorenca, zakaj je ubil 36 ljudi. Roman Leljak, hvala za povedano. Vse dobro ob izidu Špicljev UDBE. Jaz verjamem, spoštovanje, da bo to kar vroča žemljica za branje. Nažalost. Nažalost, ja. Vse srečo. Hvala lepa. Mi pa se vidim čez teden dni. Srečno.